Lepo pozdravljeni. Pa smo vendarle pričakali pomlad ter z njo prijetno spomladansko sonce ter tudi barvito in dišečo naravo, ki pa pre nekaterim od nas doprinese številne nevšečnosti. Govorim namreč o alergijah, o tem že v tretjem prispevku. Predtem pa še to. Violeta Tomić in Matjaž Hanžek, poslanca v Državnem zboru, sta pozorno poslušala predloge Korošcev, kako v mestni občini Slovenj Gradec pridobiti vrt, ter nenazadnje prispevek o tradicionalni velikonočni kulinariki. Ostanite v naši družbi. Oddajo pričenjam z dogodkom, ki so ga pripravili Trajnostna akademija, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije TRS in poslanci koalicije Združena levica. Ti so v Slovenj Gradcu pripravili okroglo mizo, in sicer s temo iz ljudskih ust neposredno v parlament. No, vsem koroškim predlogom sta prisluhnila Violeta Tomić in Matjaž Hanžek, oba poslanca Združene levice v Državnem zboru. No, prisotni Korošci so ob tej priložnosti izpostavili potrebo ter tudi možnosti za oživitev lesne industrije, problematiko odlagališča za odpadke kot Cerod, tretjo razvojno os in še bi lahko naštevala, tako da je najbolje, da si kasneje kar sami pogledate. No, sama pa sem oba poslanca povabila tudi pred naš mikrofon. Torej, najprej me seveda zanima, kako se nasplošno Združena levica etablira v slovenskem političnem prostoru pravzaprav in seveda predvsem tudi v koroškem prostoru. Vemo, da je na Koroškem nekoliko šibkejša. Ja, Združena levica raste in to dnevno, kadarkoli delajo raziskave, rastemo ravno zaradi tega, ker smo z ljudmi in med ljudmi, tudi prihajamo ljudem, ne samo v času volitev in obljubljamo ne vem kaj, ampak ravno po volitvah pridemo in vprašamo, kaj lahko storimo za vas. In zastopamo težave malega človeka. Tako da na Koroškem smo mogoče majhni, marsikateri regiji smo tudi majhni, ampak rastemo in ljudje zdaj si želijo včlaniti k nam, prej nas toliko niso poznali. Nasplošno je vaša ideja, pravzaprav tudi te okrogle mize, da ljudi poslušate, da ne predavate, če mi dovolite malo spotakljivosti. Kaj je torej tisto, kar vam ljudje pravzaprav sporočajo? Kje si želijo spremembe? Zdaj zelo različno, hodimo po različnih regijah in ljudje imajo različne težave, bodi si z ekologijo, z delovnimi mesti, s tovarnami, ki izginjajo. In mi potem vidimo, kaj lahko sploh storimo. Vprašamo našo pravno službo, postavimo poslansko vprašanje, zahtevamo kakšno izredno sejo in zahtevamo potem direktno odgovornost od resornega ministrstva, recimo. Konkretno zakon o noveli zakona, zakonske zveze, torej konkretno me zanima, kaj sporočate vsem nasprotnikom, kako komentirate torej vse dogodke ob tej noveli zakona? Jaz bi rekla, da je grozno, da so ljudi tako prestrašili s tem, da če bo ena peščica ljudi dobila pravice, ne gre za otroke. To je čista zelo grda propaganda in manipulacija z otroci. Gre za pravice istospolnih, da lahko grejo na obisk v bolnico, če je njihov partner bolan, da lahko dedujejo po njemu, da lahko kandidirajo skupaj za stanovanja, da so lahko socialno zavarovani. Cel kup, to je skoraj 70 zakonov, ki so kršili pravice istospolnim parom. Verjemite mi, ne bodo laufali direkt vsak enega otroka pograbiti. Niso nobeni bavbavi. Odgovornost je imeti otroka in tudi istospolni pari se zavedajo, da ni hec imeti otroka, sploh pa ne v nestrpni družbi, kot je naša. Tako da to je popolnoma drugotnega pomena, če se bo sploh kdo kdaj odločil postaviti se v vrsto in takrat šele odločajo socialne službe. Tako da ta gonja proti njim je grozna. Tako kot je bila pred 3 leti, ko se je sprejemal družinski zakonik, ki je urejal odnose med zakoncema v družini, v vseh členih, samo en se je nanašal na istospolne in so homofobi znoreli in so podrli cel družinski zakonik in zato imamo še danes mi, družine, težave z zakonodajo in urejenostjo, zato ker so ta isti ljudje takrat uničili cel zakonik zaradi enega člena. Cela Evropa je že sprejela enakopravnost istospolnih. Mi smo še v mračnem srednjem veku in žal vse te nevedne ljudi strašijo z nekimi bavbavi in to je grozno. To je pravzaprav velik greh, ki ga počnejo ravno tisti, ki toliko pridigajo grehu. To je moje naslednje vprašanje, pravzaprav kako to, da recimo se dovoljuje, da se cerkev toliko vpleta v vsa ta pravzaprav pomembna vprašanja? Cerkev bi po ustavi morala biti ločena od politike.
Žal pri nas ni, vse bolj dviga glavo, za naš denar to počne. Vemo, da v Nemčiji, v Švici cerkveni davek plačujejo samo tisti, ki hodijo v to cerkev. Pri nas si niti ne upa nihče drezniti v to, ker so zelo agresivni, zelo držijo svoje pozicije in segajo. Vi mogoče ne veste, da imajo 40-dnevno molitev pred porodnišnico po 12 ur proti pravici do splava. To je pritisk na zdravnike, ki delajo splave. Ženske smo si leta 1977 priborile to pravico, da razpolagamo svojim telesom. In nihče ne sili vernih žensk, da počnejo, ampak naj pustijo svobodo drugim. Problem je, da oni segajo v našo svobodo. In zraven pa blazno protestirajo, češ da so kratene njihove pravice. Tukaj je na vseh področjih težava. Imam včasih v parlamentu občutek, da je na eni strani Vatikan, na drugi strani Slovenija. Ker če pogledamo tudi, Hrvati so zavedni katoliki, ampak so v prvi vrsti Hrvati. Pri nas žal so v prvi vrsti katoliki, šele potem Slovenci. Ampak kaj potem takem storiti? Torej, cerkev se, kot vidijo, pri teh zadnjih dogodkih dejansko vpleta v neka taka pomembna vprašanja. Evropska unija, kot ste tudi sami dejali, ima točno določene jasne zakone, torej se ne kršijo človekove pravice. Slovenija, dovolite mi to spotakljivost, imam včasih dejansko občutek, da smo homofobi. Seveda smo homofobi, to ni zgrešen občutek. Še huje je, lezemo v nek mračni srednji vek, kar se tiče človekovih pravic in svoboščin, ki si jih je civilizirana družba 21. stoletja že zdavnaj izborila. In to vse zaradi propagande, ki moram reči je zelo močna. Imajo medije, imajo internetne strani, imajo televizijo in to na ljudi intenzivno vpliva. In veste, tudi ko se hočeš kakorkoli braniti temu ali pa ljudem odpreti oči, doživiš kar hud agresivni napad, tako da večina ljudi sploh ne upa drezati v njih. Ali funkcionira občinski odbor Združene levice Slovenj Gradec? Ja, Slovenj Gradec obstaja občinski odbor oziroma kar koroški odbor. Zaenkrat smo vsaj po članih bolj šibki kot cela Združena levica, ampak imamo pa zelo veliko ne članov, ki radi sodelujejo. Se veste, političnih strank se ljudje bojijo, radi pri delu in idejah sodelujejo, pri članstvu vajen. Ampak mi imamo radi stike z ljudmi, ne glede na to, ali so stranki ali niso stranki. Osebno sem dejansko pričakovala nekoliko več mladine, vse recimo, če ostaneva še na Koroškem, da se bodo člani in seveda tudi aktivno začeli delovati v vaši stranki. Ja, tudi jaz, ampak to pač prepuščam mladim, da se bojo aktivirali, ker brez aktivizacije mladih se ne bo nič zgodilo. Mi počasi smo že za odpis in v penzijo in bi bil že skrajni čas, da se jaz lahko z veseljem poslovim pa rečem, mladi so prevzeli. Upam, da bo tudi vsaj današnji dogodek malo pripomogel. Pa ni nujno, da se samo ravno vtrsali v Združeno levico kot koalicijo, kakorkoli, da se aktivirajo za to, da svoje življenje, svojo bodočnost vplivajo na to, ker če bo mali samo čakali, potem seveda bo šlo vedno slabše. Smo tik pred pravzaprav okroglo mizo iz ljudskih ust, neposredno v parlament. Čudovita ideja, če mene vprašate. Sami ste Slovenjgračan, pa vas sprašujem torej najprej kot Slovenjgračana, kaj bi recimo vi predlagali v parlamentu konkretno za Slovenj Gradec? Ja, seveda. Človeško življenje mora biti povezano z kapitalom, ki ga imamo. Slovenj Gradec ima seveda po eni strani kapital v znanju, po drugi strani pa samo malo okoli pogledajte gozdove. Tukaj se že lahko začne prvo delo. Namesto ukinjanja in uničevanja tovarn, kar se je zadnje leta dogajalo, je treba spet obnoviti in začeti s temi tovarnami, pa ne samo temi tovarnami, povezavo z gozdovi. Zanesljivo je veliko znanja, ker znanje recimo obdelava lesa in tako naprej. To so stvari, ki se stoletja kopičijo v ljudeh in tega je zanesljivo mnogo veliko. In to, da to uničenje vseh teh lesne industrije, ne samo tukaj, po celi Sloveniji je skoraj zločin, bi lahko temu rekel. In to je ena prvih stvari, ki jih je treba narediti. Drugo je tudi elektronika. Slovenj Gradec je bila včasih zelo močna,
ki je tudi zginila, ki bi bilo potrebno imeti. Seveda potem pa ostalo naravna predelava hrane in tako naprej, da ne govorim o množici drugih stvari, ki je. Seveda pa tudi boljša povezava z Slovenijo. Jaz osebno sicer nisem čisto navdušen nad projektom avtoceste, ki jo bomo čakali ne skoliko časa, ampak mislim, da bi bilo vsaj bolj realno to cesto obnoviti, pa narediti dobro, pa potem nekoč avtocesto delati. Pa verjamete, da je Koroška decentralizirana samo zaradi cest? Ne, seveda, ceste pač lahko prideš, rečemo pol ure kasneje, kot če bi bila drugačna, ne. To bi pa, zakaj pa je nekako obrobna, pa jaz zdaj se ne upam na pamet povedati, ne. Da je eden izmed razlogov to premehna angažiranost v novih idejah, v zahtevah in tako naprej. Po drugi strani veliko strokovnjakov odhaja od tukaj, ne. Zakaj je to vzrok, jaz ne bom tukaj zdaj ocenjeval, ker se lahko na pamet nekaj govorim, to pa rajši ne delam. Nekako je treba to znanje, ki zanesljivo obstaja, tukaj obdržati in seveda ga povezati z ostalimi naravnimi pogoji, ki so vsekakor odlični tukaj. Zdaj, v zadnjem času je seveda poleg gozdarstva tudi zelo aktualna tematika, lesna industrija, ki ni v zavidljivem položaju, ne na Koroškem, pa tudi ne v slovenskem prostoru. Vendar na Koroškem vseeno, ne glede na to, da včasih je bilo to področje, ki je dajalo veliko delovnih mest na Koroškem, okrog 3000 danes je. Kljub temu, da je slabo stanje, še vedno na Koroškem lesna industrija pa gozdarstvo zaposluje 900 ljudi, kar je za slovenske razmere dokaj v redu, vendar problem je v tem, da ta lesna industrija je danes nekaj delom, tu smo relativno nepovezani, to je en problem, drugi problem pa je, da je to dejavnost, ki ni tako donosna, mi imamo relativno nizko dodano vrednost in smo razvojno predvsem odvisni od zunanjih virov. To so finančne institucije, pa seveda od partnerstva. Finančne institucije pa seveda danes so taka področja, ki ni dovolj velikega denarnega toka, dovolj velike donosnosti, pač na nek način ne želijo vlagati. In to, jaz mislim, da je tudi velik problem lesne industrije. Izhajamo iz CUDV-ja iz Črne na Koroškem, to je naša osnovna institucija. Naš seveda srednjeročni, če že ne kratkoročni načrt, pa seveda je po koroških regijah izvajati deinstitucionalizacijo iz centralne stavbe v CUDV-ju, ker tam, bom rekla, nas živi 250 na kupu varovancev in pa še, bom rekla, 300 zaposlenih pravzaprav. To je res velika institucija, zadeva je preživeta. Naš cilj je se v posamičnih krajih po koroški regiji ustanavljati, kot je že bilo povedano, manjše stanovanjske in pa bivalne enote. Tu ministrstvo, bom rekla, ima sicer posluh do določene mere, je pa z njimi zelo težko sodelovati, ker delajo, bom rekla, zelo na dolgi rok ali pa neživljenjsko. Namreč vsi papirji, kakršnekoli vloge, kot je povedal gospod, to traja leto pa pol. Moram povedati, da smo prejšnji teden poskusno odprli bivalno skupnost na Prevaljah. Zanjo soglasja še vedno nimamo, kljub vsem prizadevanjem, traja pa to papirologija 2 leti. Glavni namen tega projekta evropskega je bil promocija kolesarjenja. Zdaj, glede na to, da je promocija kolesarjenja zelo dobra, smo pa rekli, da bi s tem našim pilotnim projektom poskušali nadgraditi ta projekt. In sicer projekt s kolesom za službo je vezan zlasti na to, da takrat, kadar delavci hodijo v službo, lahko lepo pridejo po teh naših dobrih kolesarskih stezah, ki imamo recimo v Slovenj Gradcu še kar dobro urejene, da bi se seveda takrat pojavili s kolesom v službo. Glavni problem je seveda izpusti toplogrednih plinov, ki se pojavljajo v prometu. Ne samo v prometu, tudi v drugih industrijskih dejavnostih.
Potem problem, ki se pojavlja pri prebivalstvu, je pa tudi zdravje. Nekateri se pač več gibljamo, drugi manj in poskušamo s tem sistemom prevoza v službo s kolesom tudi to spodbuditi. Zdaj, ta projekt je zelo pomemben za Slovenijo, to pa zaradi tega, ker tudi sam operativni program za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov predpostavlja, da se morajo izvajati ukrepi. No in ta projekt s kolesom v službo predstavlja enega izmed možnih ukrepov za zmanjševanje. Cilji projekta so povečanje kolesarskega prometa, spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestu, spremeniti potovalne navade, povečati delež delavcev, ki se vozijo v službo s kolesom, izboljšati stanje okolja in pa seveda na koncu so zanimive tudi finančne spodbude za prevoz kolesarjev v službo. V Franciji imajo ta program že tako narejen, da je tik pred sprejetjem zakona, da bodo plačali kolesarjem v službo 25 centov za prevožen kilometr. In to je tudi eden izmed ciljev našega projekta. Odkot se to financira? Financira se pa, tako kot je v Franciji, iz naslova takse za onesnaževanje okolja. Kot rečeno, pomlad je tu in najbolj zagreti vrtnarji ste bržkone že pripravili orodje in se lotili del, ki jih narekuje pomlad. Kaj pa, če vrta nimate? Potem se oglasite, vkolikor seveda vrt želite in imate težav s tem, da mora izgledati vse enako, v mestni občini Slovenj Gradec, kjer izpolnite vlogo zanj. Ja, postopek je tak, da pridete sem na mestno občino ali pa po spletu najdete ta obrazec, kjer je vloga za zainteresiranost za to dejavnost. To izpolnite pri nas ali pa se pravim po internetu pa pošljete in vas imamo mi zavedene, da ste zainteresiran občan, ki bi rad imel svoj vrtiček. So kakšni posebni pogoji oziroma koliko časa traja, da potem ta vrt oziroma to zemljo tudi dobim, recimo od trenutka, ko oddam to vlogo? Ja, mi 2-krat na leto pregledamo te liste čakalne. Res je, da zaenkrat nismo imeli problemov z zemljo, ker je bilo dovolj na razpolago. Je pa v zadnjem času več povpraševanja za vrtičke z lokacijo, kjer je možna utica. Tu pa imamo zdaj kar, mislim, da ni 10 vlog še, ki čakajo na rešitev. In koliko zemlje ima mestna občina, tiste zemlje, ki jo nameni za vrtove, oziroma koliko zemlje lahko dobi vsak posameznik? Ja, zdaj mi smo poskušali in tudi nam je v večji meri uspelo, da smo pravim s to evidenco vseh vrtičkarjev dobili v pogled tudi o velikosti parcel. Zdaj, pred sklenitvijo novih pogodb je bilo to kar raznoliko, je bilo tudi od 600 kvadratov največje parcele do 10-12 manjše grede, da smo to tudi s to cenovno politiko tega pavšalnega najema probali uskladiti. Zdaj je večina parcel ranga tja do 130 kvadratov, v primeru, da gre za vrtiček z utico, in pa poprečno, ne vem, tam 40-50 kvadratov, če utice ni. Kakšne pa so torej te najemnine, če govoriva seveda na kvadratni meter? No, mi nimamo na kvadratni meter, mi imamo velikostne razrede. To župan vsako leto s sklepom potrdi ta cenik. Zdaj, povprečna cena za te kvadrature, ko sem prej omenil, je cirka 20-25 do 30 evrov za območja brez utic, z uticami pa tudi lahko 40-50, odvisno od velikosti. In kje so lokacije, kje torej lahko obdelujemo svoje vrtove? Ja, no, to ceno, ko sem prej omenil, je cena na leto, s tem, da je tudi vključeno, da občina nekako tisto osnovo poskrbi. Imamo lokacije, že opremljamo z tekočo vodo, ponekod imamo tudi kemične WC, ki jih mislimo tudi še širiti, odvoz komposta in vse ostalo, tudi tule je neka usluga zraven šteta. Gre pa predvsem za to, da
odnos, če za neki minimalno plačaš, je veliko drugačen, kot pa če bi to bilo podarjeno zastonj, tako je bilo zdaj vse ta leta. Lokacije zdaj je trenutno 7 po celem mestu. Cirka velikost je to 6 hektarov, je pa to 250 najemnikov. 7 lokacij, kot ste pravkar dejali, kje so te lokacije? Ja, lokacije se razportirajo po celem mestu. Začenši, če gremo od severa, 2 lokaciji imamo tam v Sotočju, pravi pod Rahtelom, pri Šparu. Imamo eno tule kar v centru, blizu Rotenturna, za tem domom upokojencev na terenu, tako večje območje. Imamo območje stare veterinarske, največje območje je območje starega MKC-ja, imamo pa še Zipo center, pa Ronkova, tule na poti proti toplarni. Vrtovi brško ne morejo biti urejeni, a vendarle beseda urejenost ima lahko široki pomen. Kaj torej pomeni, da morajo biti vrtovi urejeni? So verjetno kakšni predpisi? Ja, na ta namen smo mi na občinskem svetu sprejeli odlok, ki ureja to področje. Odlok še bolj podrobno ureja pravilnik. Tam so neki minimalni standardi, česa se ne bi vsak tak najemnik držal, kolikor želi, da se ukvarja s to dejavnostjo, in da je zakupna pogodba veljavna. Zdaj najbolj smo zadnje 2 leti pozorni na utice, pomeni na te lope, jih smo še zdaj v fazi poenotenja. To mislimo, da bo nam letos do poletja uspelo vse lokacije, da ne bojo več vsak vrtičkar ima svoj dizajn. Omenili ste že torej poenotenost teh utic. Zakaj je raznolikost tako moteča? Mislim, eno je urejenost oziroma zanemarenost, recimo urejene, raznolike utice. Kaj je to pravzaprav tisto, kar je tako moteče? Ljudje smo vendarle različni, no? Ja, to je res. Problem pri tem je, da če je tako področje, kot je vrtičkarstvo, ni regulirano z nekimi temi minimalnimi skupnimi standardi, kar prej ni bilo, 2 leti nazaj tega še ni bilo, je dejansko vsak vrtičkar po svojem prepričanju se odločil glede velikosti, glede strešnih naklonov, glede izbira materialov. In če imaš tako svobodo pri izbiranju, potem hitro nastane na takem območju, kjer pa vendarle se dogaja neka skupna dejavnost, nek tak, bom rekel, v narekovajih, neko tako degradirano območje, oziroma območje, kjer ni neke skupne pravila urejanja in dejansko zgleda kot nek Disneyland. Koliko denarja ste pa recimo namenili za te ute? Glejte, ute mi nismo nič, razen v začetni fazi smo pokazali s 4 uticami, kako si to predstavljamo. No, te utice so bolj tudi najemniki odkupili. Namreč smatramo, da stvar, ki je v tvoji lasti, se veliko bolj drugače vnašaš do nje, kot pa če bile te utice občinske in bi jih mi, ne vem, 700 vrtičkarjem, kje so utice dovoljene, naredili. Tako da zdaj, zemljišče je občinsko, zato mi dobivamo to letno pavšalno najemnino, medtem ko utice so pa od najemnikov. Mora biti pa narejeno skladno z odlokom. Kot sem že uvodoma izpostavila, pomlad in z njo cvetenje mnogih rastlin lahko marsikomu povzroča alergije. Kaj je pravzaprav alergija, katere so najpogostejše, ter kako si lahko pri vsem tem pomagamo sami, pa že v naslednjem prispevku. Torej na začetku, kaj je pravzaprav sploh alergija?
Urška, hvala za vprašanje. Naj omenim najprej, da sem kot predstavnica za odnose z javnostmi v sodelovanju z dr. Mihaelo Nahtigal, specialistko pediatrinjo, ki se ukvarja v naši bolnišnici z alergijami, pripravljena danes jaz podati odgovore na tvoje vprašanja. Hvala lepa. Torej, če ponovim vprašanje, kaj je alergija in seveda kaj so alergeni? Alergija je preobčutljivost na snov, ki pa preveliki večini ljudi ne povzroča težav. Je pretirana reakcija, ki pa vodi oziroma povzroči različne alergijske bolezni. Snov, na katero smo preobčutljivi, pa so alergeni. Alergeni, zanimivo pri tem pa je, da kadar pride oseba z alergijo v stik s temi snovmi, ki povzročajo preobčutljivost, torej z alergeni, bolezen izbruhne. Vkolikor oseba z alergijo ne bi prišla v stik s temi snovmi oziroma alergeni, bi do bolezni sploh ne prišlo. Kako torej nastane alergija? Alergija nastane zaradi napake v imunskem sistemu, ki se je v evoluciji razvil zaradi obrambe pred škodljivci iz okolja. Zato mora imunski sistem pravzaprav ločiti med lastnimi in tujimi snovmi. Imunski sistem ima značilnost spomina in ob srečanju z alergenom reakcija se hitreje in burneje odvija, saj ob prvem srečanju organizem tega alergena še ni zaznal in ni tako močno odreagiral. Pa so alergije pogoste, oziroma pravzaprav me zanima, na kaj smo najpogosteje alergični? Alergije so v zahodnem svetu vedno bolj prisotne in so pravzaprav, bi lahko rekli, v porastu. V Evropi strokovnjaki ocenjujejo, da kar 35% populacije trpi za različnimi oblikami alergij. Tako recimo ločimo oziroma ljudje so občutljivi na alergijo, ki zadeva seneni nahod, alergijo na pršice, obstajajo alergije na živalske dlake, obstajajo tudi alergije na različne pelode, dreves in trav. V otroštvu poznamo alergije na prehrano, na primer na mleko. Kasneje pa se iz teh alergij potem razvijajo tudi alergije na pršice in na pelode. Kaj se pa torej svetuje ljudem z alergijami, torej kot preventiva? Ljudje, ki imajo težave z alergijo, naprimer težave z alergijo na seneni nahod, se jim svetuje naslednje. Naj se čim več zadržujejo v zaprtih prostorih, naj si temeljito umivajo obraz, roke, nos, oči ob vrnitvi v hišo, se pravi po sprehodu ali po gibanju na svežem zraku, naj nosijo sončna očala, perilo naj sušijo v zaprtih prostorih, poleg tega pa se jim svetuje tudi, da prostore zračijo zgodaj zjutraj, še pred sončnim vzhodom in pa pozno zvečer. Ljudje, ki pa imajo težave z alergijo na pršice, pa naj si ležišča ustrezno uredijo, to pa uredijo z prevlekami, ki so temu primerne in s temu primerno posteljnino. Kako pa torej zdravimo različne alergije? Različne alergije zdravimo tudi z zdravili. Najprej poznamo taka zdravila, ki lajšajo težave ob alergijah. To so različne kapljice za oči, nos, razpršila za vdihavanje, različni antihistaminiki in bronhiodilatatorji. Kasneje imamo zdravila, ki preprečijo težave. Ljudem preprečujejo težave z alergijo in pa tudi ob najhujših oblikah pa se poslužujemo imunoterapije. Kaj pa je pravzaprav imunoterapija? Imunoterapija je terapija, kjer se skuša nekako obrniti imunski sistem in da oseba, ki prihaja v stik z alergenom, tej osebi ta alergen ne povzroča več toliko težav. Imunoterapija poteka pod strokovnim vodstvom zdravstvenega osebja oziroma pod nadzorom zdravnika.
No, po strokovni razlagi vam naj navržem še nekaj predlogov iz osebnih izkušenj. Torej, poleg vsega naštetega morda še to. V naravo hodite po dežju, kot da spere cvetni prah, med gibanjem nosite sončna očala, da vam zaščiti vaše oči, zaužijte nekoliko več kalcija kot ponavadi in če se le da, iz stanovanja odstranite težke preproge. Pred nami je Velika noč, ki je eden pomembnejših krščanskih praznikov. Kristjani na ta dan obeležujejo Jezusovo vstajenje. Torej na Veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan potem, na nedeljo, pa je Jezus vstal od mrtvih. Velikonočne tradicije, predvsem tiste povezane s kulinariko, pa se, kot sem ugotovila v pogovoru z direktorico Koroškega pokrajinskega muzeja, ne razlikujejo zgolj med državami, temveč tudi med kraji naše Koroške. Kaj so tradicionalne koroške jedi seveda ob Veliki noči? Na Veliko noč so se ljudje pravzaprav pripravljali skozi 40-dnevni post. 40-dnevni post, ki nastopi z pepelnico po pustu, je priprava na Veliko noč. Gre za eno tako strogo postenje, ko niso uživali mesne hrane po ponedeljkih, sredah in petkih, ko so se postili od vsega, kar je bilo svinjsko, živalska maščoba, niso uživali niti jajc, niti mleka. Pred samo Veliko nočjo, pa po zelo starem tradicionalnem izročilu, je veljalo, da so že v velikem tednu pred Veliko nočjo, veljali 3 dnevi za strogi post. In to je bila sreda, četrtek in petek. Danes je ostal kot post samo Veliki petek, včasih pa na te dneve niso zajtrkovali, se pravi, niso uporabljali nikoli živalske maščobe, če so že uporabljali, so uporabljali prečiščeno maslo ali pa olje. Običajno so takrat jedli črno redkev s fižolom, za kako večerjo pa kak navaden močnik, pa tudi kakšna lahka prežgana juha. In za kako obdobje nazaj to govoriva? To govoriva saj za obdobje, recimo, da se je taka tradicionalna kmečka prehrana obdržala tam do 60-ih, 70-ih let prejšnjega stoletja. Kaj so pa potem jedli, takrat, ko so lahko jedli, torej ob Veliki noči? Velika noč velja, za splošno velja kot drugi največji krščanski praznik in temu je pa sledila tudi hrana. Se pravi, z tem strogim postom, odrekanju hrane, odrekanju mesni hrani, potem pride v bistvu skozi te krščanske obrede v cerkvi tudi do blagoslova jedil. In s tem blagoslovom se je potem dovolilo, da se je tudi meso in potem nastopi obdobje zares enega blagostanja in obilne hrane. In to obilno hrano so v bistvu pokazali pa šele v nedeljo, ko so pač zelo praznovali. In kaj so torej meso že, no? Ampak kaj konkretno so recimo tradicionalno pripravljali torej tisto nedeljo, ko so imeli vsega dovolj? Se pravi, najprej je bilo treba jedi blagosloviti. Blagoslovo se je odnesla kuhana svinjska šunka, potem šarkelj, hren in tudi jajca, se pravi pisanke. Blagoslavljajo tudi hrano za živino, blagoslavljali so kruh za živino, ki ga je dobila živina, blagoslavljali so žito, blagoslavljali so še mogoče kakšne malenkosti, a ne. Ampak potem po jutranji vstajenski maši se je pa dovolila hrana in je bil najprej zajtrk, ki so ga pa pripravljali ljudje na krajevni način, se pravi različno po krajih širom Koroške. Značilno je, da se pri nas je, enkrat na leto se je meso z pogačo, se pravi kuhana šunka z nadevano, danes bi rekli potico ali pa pogačo. Je se pa tudi na način, da se pripravi vse jedi skupaj v taki močki. Se pravi, naredijo taki jajčni hren, kjer dajo
trdo kuhana jajca, zmešajo skupaj z naribanim hrenom, naredijo v solati. So pa tudi recimo kraji okrog Mislinje, v Dovžah ali pa še kje drugje, ko so pa ves žegen, vse sestavine žegna zmešali v eno tako solato. Se pravi, da so tej jajčni solati dodali še narezano pogačo in narezano tudi šunko. Mogoče smo prevzeli nek nedeljski ritem za to veliko noč, kot sem prej povedala, teh 7-6 riht, ki si je tako sledilo skozi cel popoldne po starem, a ne, ko so začeli najprej recimo z hrenom in z šunko, potem je sledila pečena pogača, potem je sledil mogoče svinjska juha, v kateri se je kuhala ta šunka in so potem v tej juhi so pojedli tudi krape, ki so ostali od pusta in jih, ker so bili ocvrti na svinjski masti, tudi skozi post niso pojedli, ampak so jih posušili in potem pojedli v tej velikonočni juhi. Jedli so tudi pečeno pogačo. Se pravi, pogačo so narezali in jo kot tak pečenjak pripravili, se pravi, narezali rezine pogače, potem so jo v bistvu pripravili tako polivko z jajcem in z mlekom in polili čez to pogačo in tudi spekli in tako jedli kot en močnik, ne. Zanimivo je, da je prišlo takrat na mizo tudi en obrok, je bil kompotih suhih sliv. Ali pa pol za konec so jedli tudi majhne bobe, se pravi tako ocvrto, drobno pecivo, kot majhne krape, prelite z češpljevim žganjem. In se pravi, vsaka jed je bila že skoraj svoja rihta, ampak tako čez celo popoldne. Danes pač imamo en nedeljski ritem, tisto svinjsko juho je že zdavnaj zamenjala goveja juha, ta svinjska juha z starimi krapi od pusta se zdaj je običajno na soboto. V soboto se v bistvu s tem blagoslovom jedi tudi prekine post. Se prekine post in soboto marsikje tudi že jedo prvi žegen. Običajno po starem pa je, da se je šele potem po vstajenski maši na nedeljo zjutraj. Po vsej tej hrani, po vseh teh rihtah se človek dejansko lahko razpoči, to zdaj ni več hec. Res je, po tem strogem postu in ko je prišla to obilje velikonočne hrane, so se ljudje pogosto preveč najedli. Imeli so potem težave, prebavne težave in znano je, da so jim tudi prevezovali trebuhe, da po domače so rekli, da se tako rajclali. Rajclanje se pravi povezovati trebuh, da se niso tudi trebuhi razpočili. Torej, na kakšen način so na Koroškem barvali jajca? Mogoče eno značilnost Koroško povem, da so barvali jajca oziroma da so krasili jajca na tak način, da so jih dajali v mravljinčja gnezda. In da so potem ta jajca bila čisto opikana in se je ta lupina razbarvala zaradi te mravljične kisline. Ves čas pogovora omenjate pogačo in ne potico. Zakaj? Res je, pravzaprav je pogača koroška potica, oziroma pogača je zagotovo starejši izraz kot potica. Potica se je zdaj, ne vem, smo jo nekako povzeli s tem modernim časom, z trgovino, ki je prišla tudi do nas. Pri nas pravimo pravzaprav neki kipnjeni vzhajanemu testo, ki je nadevano in zavito in spečeno, pravimo pogača. In najbolj osnovna pogača, ki jo poznamo, je pogača, ki je v bistvu namazana samo s smetano, potrosena s cimetom in z rozinami. To je osnovna pogača in taka pogača je pravzaprav morala biti tudi eden izmed čarklov, je moral vedno biti tak, recimo v enem velikem kmečkem žegnu, ki so ga nesli ko blagoslovo jedil, je bila ena taka pogača zmeri tudi dodana. Se pravi, taka zelo preprosta. Recimo
Imamo podatke, da so se šele med drugo svetovno vojno začeli uporabljati orehovi nadevi in da so orehe potem uporabljali za nadev tudi pogače. In velikonočna pogača je pa še ena specifika, da je pečena v okroglem modelu, taki v okroglem lončenem modelu, ki rečemo ali rina ali rija, zelo dobro namaščena in to je šarkelj. V bistvu šarkelj je samo oblika pogače. Nikoli pa šarklji niso bili zelo nabulani ali zelo fejst polnjeni, pogosto tudi nimajo rozin. Res je to odvisno od gospodinje do gospodinje, ampak praviloma je bilo, da šarkelj, ki se nese k žegnu, tudi ni zelo nadevan. In vi privat boste pripravili pogačo ali potico? Zanimivo vprašanje. Jaz govorim mojim poticam tudi pogača, kadar je res pripravim samo s cimetom in z rozinami, kadar je pa pripravljam z orehi, je pa v bistvu potica. Tako jaz rečem. In moja potica bo šarkelj. Nabulana? Malo manj. Verjetno v izrazu Velika noč kdo od vas pomisli tudi na velikonočnega zajca, ki se že kakšen mesec dni pred veliko nočjo po trgovinah bohoti v čokoladni obliki. Lahko bi dejali, da je velikonočni zajec neke vrste velikonočni božiček. Znan je namreč po tem, da predvsem otrokom po vsej Evropi prinaša pirhe. No in nekatere slovenjgraške otroke je velikonočni zajček že obdaril, in sicer na velikonočnih delavnicah v Mladinskem kulturnem centru. Torej, Velika noč, še en praznik in še en razlog za ustvarjanje skupaj z otroci. Kaj priporočate oziroma kaj boste danes skupaj ustvarili? Danes bomo tukaj izdelovali velikonočne zajčke, piščančke, jajca bomo barvali. Pride nas obiskati zajček Zlatko, ki bo otrokom pokazal eno igrico in razdelil jajčka. Zaplesali bomo njegovo pesem, tako da to. Kakšne so pa recimo tehnike za barvanje jajc? Mi imamo tukaj stiroporna jajčka, na njih bomo risali s flomastrom, malo bomo z bleščicami posuli, kar si bo vsak otrok zaželel. Rezali, barvali, lepli, servetne tehnike imamo, različne barve. Kaj pa recimo priporočate, ne vem, vsem gledalkam in gledalcem, ki bodo doma barvali jajca, morda kakšen poseben način? Najboljše je naravno, čebula, borovnice, to. Pa servetna tehnika z beljakom iz jajc. Kako se to napravi? Stepeš beljak, servetko daš na jajca in samo premažeš. Počakaš, da se posuši in je to to. Torej, jajco najprej skuhamo, kako? Ja, jajco najprej skuhamo. Prvo je mora kura znesti, jajco pol skuhamo, damo na njo beljake, stepemo, damo na njo serveto, lahko izrežemo različne modelčke, ne vem, kure, jajce, zajce in to samo premažemo, eno plast servete, premažemo celo jajco z serveto in beljakom in je to to. Še kakšen tako zanimiv in dejansko nek nov nasvet, kot sem pravkar slišala, imate še kakega v rokavu? Lahko rišete na vroča jajca z voščenkami in se lepo stali. Lahko narišete na jajco, skuhate prvo, pol narišete ga z vročim lepilom, kar želite, in date jajce v navadno barvo. Tako da to. Drugače pa mislim... Čim več domišljije, verjetno. Tako, čim več domišljije. Torej, boste barvali jajčka? Tudi kot vsako leto. In na kakšne načine, recimo, kakšne tehnike uporabljate? Kar naravne barve bomo letos, drugače nismo, ampak bomo poskusili malo na bio, z čebulnimi olupki, refošk, otroci bo jih porisali. To. Kaj pa recimo ponavadi počnete za Veliko noč? Poleg tega, da barvate jajčka, kaj še recimo tisto morda vaša družinska tradicija? Velikonočni zajtrk, mislim, tako v večini ljudi, peka potice, nič kaj posebnega. Kakšen poseben recept recimo za potico? Potica velja za dokaj zahtevno nalogo. Ja, pomaga mi še vedno mama, jaz se izpolnjujem, nadev je pa moja stvar, no. Jaz imam rada mako, tudi da se makove loti, mama pa orehove. Da bi imeli vesele velikonočne praznike, bili v krogu družine, naredili veliko pirhov in ostalih stvari, piščančke, zajčke,
ter da bi se imeli radi. Ob koncu pa še vabilo na zdaj že tradicionalni sprejem najboljše slovenske smučarke Tine Maze, ki bo jutri 3. aprila ob 18. uri pred Kulturnim domom v Črni na Koroškem. No, sprejema se bo udeležil tudi predsednik države, Borut Pahor, nastopili pa bodo Siddharta, Sixpack Čukur, Šankrok in seveda domačini, brez katerih ne gre. Naslednje torej jutri in doslednjič le še srečno!